Gimnazija Lava deluje v okviru šolskega centra Celje, ki združuje 5 srednjih šol, medpodjetniški izobraževalni center in višjo strokovno šolo. Najprej poglejmo zgradbo srednješolskega izobraževalnega sistema v Sloveniji. Delimo ga na splošni, poklicni in strokovni del. Splošno srednje izobraževanje izvaja splošne in strokovne gimnazije in po srednji šoli ne pridobite poklica. Če pogledamo še shematsko, vidimo, da je precej komplicirana shema, ampak tule na levi spodaj so gimnazije in zanimivo je, da puščajo vse možne poti naprej še odprte. Kdo se vpiše v gimnazijo? Predvsem tisti, ki se radi učijo in pa imajo že točno določen poklic v mislih, za katerega bodo potrebovali končano splošno maturo. In pa seveda tudi tisti, ki še ne vedo točno, kaj bodo v življenju počeli in si tako puščajo odprte vse možne poti za naprej. Gimnazija namreč nudi široko splošno izobrazbo, ki je v današnjem času čedalje bolj pomembna. Zakaj pa Lava? Zato, ker so pri nas pomembni ljudje. Šolo poskušamo prilagoditi posamezniku do te mere, da čim bolje izkoristi vse možne potenciale. Vsi gimnazijski programi se zaključijo s splošno maturo, medtem ko ostali programi pa se zaključijo s poklicno maturo oziroma zaključnim izpitom. Splošna matura zajema 5 predmetov: slovenščino, potem matematiko in prvi tuji jezik. Pri matematiki in prvem tujem jeziku lahko izbirate med osnovno in višjo ravnijo. Tuji jezik je običajno angleščina, lahko pa tukaj izberete tudi nemščino. Potem imate pa še 2 izbirna predmeta, tako da si lahko maturo sami obarvate glede na izbiro. Na naši šoli pa praktično ponujamo vse predmete, ki se vam pojavljajo na predmetniku. Razen športne vzgoje, filozofije, drugače pa večino ostalih. Kaj so posebnosti naše šole? Edini v Celju ponujamo brezplačne priprave na nemško jezikovno diplomo DSD2, s katero lahko študirate na nemško govorečih univerzah po Evropi. Edini v Celju ponujamo priprave na izpit iz informatike na splošni maturi. Potem ponujamo, kot najbrž že veste, programa tehniške gimnazije, v okviru gimnazijskega programa pa je en oddelek tudi evropski oddelek. V drugem letniku lahko splošni gimnazijci izbirajo med posebnim predmetom, to je informatika, slovenščino. Najbrž tudi veste, da na naši šoli deluje zelo močen krožek robotike, kjer se naši dijaki ukvarjajo s programiranjem Lego in tudi drugih robotov. In pa še ena posebnost, v drugem letniku lahko splošni gimnazijci izbirajo med interdisciplinarnim tematskim sklopom, pri nas je to naravoslovje. Med drugimi tujimi jeziki lahko izbirate med nemščino, francoščino in pa španščino. Nemščina je lahko na osnovni ali pa napredni ravni, glede na to, če ste se nemščine že učili v osnovni šoli ali pa če ste popolni začetnik. Tehniška gimnazija je strokovna gimnazija, ki se od ostalih gimnazij loči po izbirnosti. In sicer v tehniški gimnaziji imate manj ur biologije, kemije, geografije, namesto tega pa v drugem letniku izberete med moduli elektrotehnika, mehanika oziroma računalništvo. Glede na to, kaj ste izbrali v drugem letniku, vam v tretjem letniku avtomatsko dodamo še en predmet. Pri elektrotehniki dobite tako elektroniko, pri mehaniki lahko izbirate med gradbeništvom in strojništvom, pri računalništvu pa pridobite računalniške sisteme in omrežja. Vsi predmeti so podprti tudi z laboratorijskimi vajami.
Od lanskega oziroma predlanskega leta pa ponujamo v Tehniški gimnaziji tudi mednarodno izmenjavo. Evropski oddelek je tudi posebnost naše šole in se od splošnih oddelkov loči v naslednjih stvareh. V prvem letniku imamo narodno izmenjavo, pri kateri naši dijaki za en dan odidejo k kolegom nekega drugega evropskega oddelka v Sloveniji in oni jim obisk vrnejo. Potem v drugem letniku imamo enotedensko izmenjavo z našo partnersko šolo iz Zingna. Potem v evropskem oddelku imate tudi nekaj več tujih jezikov, v drugem letniku imate 1 uro več drugega tujega jezika, torej nemščine, španščine ali francoščine, v tretjem letniku pa je 1 ura več angleščine. Poleg seveda obveznega dela se na naši šoli še dogaja marsikaj. Ponujamo različne interesne dejavnosti, torej izbirate lahko praktično med vsemi področji, ki vas zanimajo. Samo povedati nam morate, kaj vas zanima, pa bomo vas poskušali usmeriti v pravo smer. Torej, veliko ponujamo za umetniške duše, imamo gledališke delavnice, gledališke skupine. Do lani smo imeli 2 gledališki skupini, potem literarni klub, izdajamo literarno glasilo, potem lahko pojete v pevskem zboru ali ustvarjate med glasbenimi ustvarjalci, ki se združujejo pod imenom Eruption in tako naprej. Tule imate naše glasbenike na enem od nastopov. Potem za radovedne ponujamo, kot sem že prej omenil, mnoge krožke. Na sliki so naši robotkarji na eni od predstavitev. Potem seveda tudi športne dejavnosti so zelo pomembne. Lahko se udeležujete športnih tekmovanj, športnega tabora. Seveda pa je naša šola znana tudi po ekskurzijah, izvajamo jih v mnoge evropske dežele, tule je slika iz Moskve, drugače smo bližje tudi čez lužo v Združenih državah Amerike, torej vsako leto se pojavi 1 ali več ekskurzij v različne zanimive dežele. Zelo pomembno na naši šoli je tudi mednarodno sodelovanje, kot sem že prej omenil, izmenjave, ki tradicionalno potekajo našo že več kot 25-letnim sodelovanjem s šolo iz Zingna. V zadnjih letih sodelujemo tudi s Španci iz Estepone, potem s Hrvati iz Zagreba in Dubrovnika in pa izmenjavo na Češkem iz mesta Stražnice. Mednarodno sodelovanje je za mladega gimnazijca izrednega pomena, saj s tem pridobi osmisli svoje znanje, pridobi izkušnje in vidi tudi, kako se učijo njegovi kolegi širom po Evropi. Naši dijaki se pripravljajo na različna tekmovanja, tule smo našteli samo nekatere smeri, na katerih so bili v zadnjih letih izredno uspešni. Imamo kar nekaj tudi državnih prvakov, viceprvakov na različnih področjih. Zdaj posebej ne bom izpostavljal nobenega področja, ampak če izvemo ali pa če vidimo, da nekega dijaka zanima neko področje ali pa če nam izkaže to zanimanje sam, ga seveda usmerimo v priprave in poskuša se pomeriti s svojimi kolegi iz Slovenije in tudi mednarodno. Naj omenim mogoče samo pri fiziki, da je v lanskem letu koledarskem naš dijak dosegel bronasto medaljo na mednarodni fizikalni olimpijadi. Informativni dan letos poteka na malce drugačen način in s klikom na tole povezavo boste prišli na skupno platformo Šolskega centra Celje, ki je takole. Potem boste v tem delu lahko izbrali katerokoli šolo na našem centru. Torej, če boste izbrali gimnazijo, vas bo potem odpeljalo na
gimnazijsko podstran, kjer boste lahko pregledali, mi smo poskušali predstaviti šolo čim bolj v sliki in pa v video obliki, drugače bo pa vmes še dosti povezav, ki vas bodo vodile do različnih tekstovnih datotek in si čim več preberite, drugače nas pa lahko tudi kontaktirate ali osebno. Lahko si seveda vljudno vabljeni tudi na našo spletno stran, potem lahko nas kontaktirate po elektronski pošti, telefonu ali pa na socialnih omrežjih Facebook, Instagram in pa pogledajte si tudi naše videoposnetke na našem YouTube kanalu. Gimnazija Lava vam nudi posebno izkušnjo, od vas pa je, ali boste to izkušnjo izbrali. Mi bomo zelo veseli, če se boste odločili za našo šolo in se nam v jeseni pridružili.